To je za mene velika škoda, ko pridemo v situacijo, ko se ljudje niti ne poslušajo, je slabo, kajti danes na tej skupščini ne bi bil sprejet noben ukrep, ki bi kakorkoli prizadel katerega koli zavarovanca v slovenskem prostoru. Bila je odprta razprava o tem, kaj storiti. To je vse. Kdor je bolan, ima pravico do odsotnosti zaradi bolezni in to pravico mu določi zdravnik. Tu ne more noben drug. Zavod pa določa višino nadomestila in jaz sem pojasnil v mojem izvajanju, kaj bi bila lahko pot in kakšen način razmišljanja se mi zdi primeren. Mislim, da v primerjavi celotnih sredstev, kjer pomeni 2 milijarde 300 milijonov evrov, pa da bom objektiviziral sliko, da je polovica tega denarja namenjenega za plače, kjer ni možnih racionalizacij, saj omembe vrednih ne, se pravi, ostane področje za milijardo 200 milijonov in pri tem predlog za 10 milijonov, dajmo reči, da je zelo skromen. Saj ste videli samo z pogajanji zdravila, ki bi jih moral zavod dnevno voditi, dnevno, sem danes prinesel zavarovancem 2 milijona 200 tisoč iz obveznega zavarovanja in dodatnih 700 tisoč za prostovoljno zavarovanje. To je delo, to je trg, to je cena, to so pogajanja, to so naloge ljudi, ki delajo v tem sistemu. Z enim ukrepom ne moremo odpraviti finančnih težav, ki nas čakajo. Se pravi, treba je spreminjati sistem.